Kljub občutnemu skrajšanju trajanja sodnih postopkov in zmanjšanju števila nerešenih zadev za več kot polovico v zadnjih 5 letih, se Slovenija še vedno uvršča med države z nizko stopnjo zaupanja v pravosodni sistem v Evropski uniji. Z namenom strateškega reševanja tega problema je Vrhovno sodišče Slovenije opredelilo 2 ključni področji. Na eni strani gre za zapostavljenost določenih vidikov praktičnega dela sodnikov, sodnega osebja in informiranosti strank, kar se na drugi strani odraža v nizkem zaupanju javnosti v sodstvo. Mi smo zlasti pri sodnikih začetnikih zasledili celo vrsto pomanjkljivosti, ki zadevajo praktične vidike njihovih znanj. Potem tudi pomanjkanje znanja pri sodnem osebju. Sodelovanje in izmenjava izkušenj sodniki različnih stopenj in sodniki z različnih sodišč je bila zelo pomanjkljiva. Nimamo prave šole za sodno osebje, tako da se vsak uči sproti in ob danih nalogah. Pravosodni policisti, ki varujemo sodno palačo v Ljubljani, smo prvi stik z strankami, ki pridejo na sodišče. Za učinkovito spopadanje s temi vprašanji je moralo Vrhovno sodišče na težave pogledati z drugačnega zornega kota, ne kot na sistemsko napako, ki bi jo bilo potrebno odpraviti s strogo metodo od zgoraj navzdol, temveč kot priložnost za izboljšanje uporabniške izkušnje na vsakem koraku sodnega postopka z metodo od spodaj navzgor. S pomočjo poglobljenih intervjujev in fokusnih skupin z različnimi deležniki smo osvetlili resnična vprašanja, s katerimi se soočamo pri delu v pravosodju in izpostavili več kot 720 problematičnih točk. Ustanovili smo delovno skupino, sestavljeno iz sodnikov, sodnega osebja in pa zunanjih članov delovne skupine. Šibkih točk pri 3 skupinah deležnikov, sodnikih, sodnem osebju in pa uporabnikih naših storitev, smo se lotili od spodaj navzgor. Prva faza projekta izboljšanja kakovosti sodstva se je osredotočila na razvijanje veščin sodnikov. Druga faza je bila namenjena razvijanju veščin sodnega osebja, medtem ko je tretja faza obravnavala komunikacijo sodišč z različnimi uporabniki storitev ter kakovost sodnih storitev za te uporabnike. Sodišča si prizadevajo za prenos znanj med sodniki, kar je bilo doseženo z zagotavljanjem praktičnih informacij novim sodnikom v obliki postopkovnega priročnika, mentorskega programa za nove sodnike in delavnic. Podobno je tudi sodno osebje kreiralo posebni priročnik za usposabljanje in sodelovalo v vrsti mentorskih programov in spletnih tečajih usposabljanja. Ko je prišlo do izboljševanja uporabniških izkušenj, so rešitve vključevale oblikovanje preprostih brošur o najpogostejših situacijah in sodnih postopkih, uvod v organizacijo sodnega sistema, kratke animirane videoposnetke o sodnem sistemu in vlogi priče, spletne strani namenjene splošnim informacijam o sodnih postopkih, številne priročnike o izboljšanju uporabniške izkušnje na sodišču ter uporabniku prijazen zemljevid sodnih stavb v prestolnici, vse te informacije pa so podane v razumljivem jeziku. Prizadevanja Vrhovnega sodišča in vseh sodelujočih so prinesla pomembne rezultate. Najpomembnejša pa se mi zdi podporna psihološka funkcija teh delavnic. Na ta način krepimo sodnikovo neodvisnost in samozavest. In zato seveda pozdravljamo uvedbo letakov in zemljevidov. S pomočjo sredstev Evropske unije smo razvili učinkovito, celostno in uporabniško usmerjeno metodo, ki jo je mogoče uporabiti na vseh sodiščih v Evropski uniji s ciljem pravičnejšega in prijaznejšega sodnega postopka za vse. Projekt podpiram zaradi odličnih učinkov, ki jih ima na delo sodnikov, sodnega osebja, kot tudi uporabnikov sodnih storitev. Rezultati projekta so odlični in so tudi v skladu z mojo strateško vizijo razvoja slovenskega sodstva, saj mora to potovati v skladu z današnjim časom.